Lep pozdrav vsem skupaj, hvala za udeležbo. Temo poznate, mi začel tako, no. Predstavljate si, da je politična situacija v Sloveniji obrnjena, da sem jaz predsednik vlade, tisti, ki so danes v vladi, so v opoziciji in da je recimo generalna državna tožilka Barbara Brezigar. In da v tej situaciji v javnost pride neka odločba, na kateri bi pisalo, naj policija operativno spremlja Boruta Pahorja, Alenko Bratušek ali Igorja Lukšiča. Pod kakršnokoli pretveze. Kaj mislite, kakšna bila reakcija? Kaj bi vi že en dan pisali? Novi totalitarizem, obtožbe o državnem udaru, represiji, kričanje do nebes. Zdaj pa tega ni. Odredba, ki je očitno bila izdana, ker tega noben organ ni zanikal, nekateri pa ste to potrjevali včeraj v svojih vesteh, naj bi temeljila na 3. členu zakona o odvzemu premoženja. 3. člen zakona pa pravi naslednje. Postopek finančne preiskave po tem zakonu se izvede, če se v predkazenskem ali kazenskem postopku izkažejo razlogi za sum, da posamezne osebe razpolagajo s premoženjem nezakonitega izvora in njegova skupna vrednost presega 50.000 evrov. V mojem primeru noben pogoj iz tega zakona ni izpolnjen. Kazenski postopek, ki poteka v zadevi Patria, mene dolži, da sem prejel obljubo neznane nagrade na neznanem kraju, neznanega dne in na neznan komunikacijski način. Ta postopek ne govori o tem, da je bilo pridobljeno kakršnokoli premoženje. Korupcijska komisija ni vodila niti kazenskega, niti predkazenskega postopka. Torej je ta odločba oziroma odredba popolnoma nezakonita. Noben pogoj, ki ga citirajo, ni izpolnjen, gre za čisto zlorabo. Poleg tega gre za tajni kazenski postopek oziroma predkazenski postopek, zoper katerega, kot izhaja iz te odločbe, očitno ni niti pravnega varstva. Obstaja vrsto judikatov ustavnega sodišča, odločb ustavnega sodišča. Skratka, ta stališča so znana in zavračajo kakršnekoli tajne metode in ukrepe, ki pa jih ta odredba vsebuje polno. Torej gre tudi za popolnoma neustavno ravnanje. Ta odredba skuša očitno, če je datum, ki je na njej pravi, prikriti tudi nekatera preiskovalna dejanja za nazaj. Eno poznam. Lastnik neke vrtnarije, kjer smo kupili, mislim, za približno 400 evrov in te podatke so pač dobili, ko so gledali prilive oziroma odlive z tekočih računov. Skratka, v tej vrtnariji smo kupili, mislim, za nekaj 100 evrov rastlin in dreves in seveda posadili na vrtu. Lastnika te vrtnarije so poklicali predstavniki 4 institucij, ki so tukaj navedene, ga zasliševali dolgo časa, ga prepričevali, naj pove, kako nam je nasadil cel vrt. On jih je prepričeval, da se 50 let starih dreves ne da presaditi. Rekli so mu, da je vse poslikano, naj ničesar ne taji in so se s človekom, ki ni nobene zveze s tem, ukvarjali dolgo časa in to 4 ljudje, pravi predstavniki vseh teh institucij. In to pred datumom, ki je napisan na tej odločbi. Hkrati s to odločbo je prišel v javnosti še nek zapis o razmerah na Vrhovnem državnem tožilstvu. V tem zapisu piše, da se tam veliko ljudi ukvarja s tem, kako bi mene osebno, če že ne kriminirali, pa vsaj udušili z številnimi postopki. In očitno je to res, ker se prav trudijo s temi postopki, takšnimi in drugačnimi.
Jaz s gospodom na Vrhovno državno tožilstvo sporočam, da s temi postopki ne bodo udušili mene, dušijo pa slovensko demokracijo, dušijo zaupanje v vladavino prava in predvsem dušijo kredibilnost lastnih institucij. Za konec postavljam nekaj javnih vprašanj. Najprej Vrhovnemu državnemu tožilcu, gospodu Fišerju. In sicer, koliko takšnih postopkov, koliko takšnih preiskav, v katerih sodelujejo predstojniki 4 represivnih institucij, kar pomeni, da so kapacitete teh institucij v celoti na razpolago za takšno preiskavo. Se pravi DURS-a, Uprave kriminalistične policije, Urada za preprečevanje denarja, NPU-ja, se pravi, koliko takšnih postopkov, kjer sodelujejo ti predstojniki, poteka v primeru odliva 100 milijonov evrov iz te države v davčne oaze in koliko takšnih postopkov poteka v zvezi z bančnim kriminalom milijardnega obsega. Tukaj imate dopis, ki ga je gospod Fišer poslal državnemu svetniku Golobu, ko je ta prijavil sum ravno takšnega kriminala, o katerem sem zdaj govoril oziroma spraševal, in je tudi dobil odgovor, mislim, državni svetnik od gospoda Fišerja, in v tem odgovoru generalni državni tožilec pravi, da to, kar državni svetnik navaja, ne more biti osnova za neko preiskavo, ker ni določen ne kraj, ne čas, kar so pa nujne posledice oziroma okoliščine za to, da se neka preiskava začne. Torej, ko gre za 100 milijonov, ko gre za milijarde evrov denarja, ki se je ukradel iz žepov slovenskih davkoplačevalcev oziroma se še bo, ker očitno bomo tudi zadnjo tajkunsko privatno banko sanirali iz davkoplačevalskega denarja, tam očitno ni nobenih pogojev za preiskavo. Temu moram dodati, da to, kar je napisal državni svetnik in kar je bilo javno rečeno na televiziji, ni tako nekonkretno. Še manj pa je konkretna prijava, ki sem jaz osebno poslal lani poleti kot predsednik vlade, ko sem dobil poročilo Banke Slovenije o katastrofalnem stanju v slovenskem bančnem sistemu. Jaz sem takrat generalnemu državnemu tožilcu poslal celotno poročilo, to je bilo že pred več kot letom dni. Tam so ne samo opisi, tam so zelo konkretne številke, zelo konkretnih pravnih oseb, in za vsak kredit, ki je tam naveden, obstaja kreditni odbor, ki odloča o podeljenem kreditu, obstaja ocena, na podlagi katere je bil kredit podeljen, pod katero je nekdo napisan, obstaja datum, kdaj je bil takšen kredit podeljen, in obstaja vsota. Vendar pa po več kot letu in pol generalni državni tožilec pravi, da ni nič določeno in da zaradi tega pač ne vodijo preiskave. Torej še enkrat ponavljam vprašanje, koliko takšnih skupin, kjer sodelujejo predstojniki vseh ključnih represivnih institucij in preiskovalnih institucij v državi, je oblikovanih zato, da se odkrijejo milijardne kraje v bančnem sistemu in 100 milijonov odlivov v davčne oaze. In dodatno vprašanje je še, koliko ljudi dela. To je noben tajen podatek. Koliko ljudi dela na teh primerih, glede na to, da se na desetine preiskovalcev ukvarja z mano. No in seveda, vprašanje, ki na mestu je tudi, če se preiskuje mrtvega Jožeta Zagožna. Zakaj se ne preiskuje mrtvega Matijo Mačka? Ali pa mrtvega Petra Rigla? Tam se ne bo našlo 50 000 evrov, ampak 50 ali pa 500 milijonov nezakonito pridobljenega premoženja. Je kakšna preiskava zdaj s temi, če se zdaj mrtve ljudi preiskuje.
Zdaj, drugo vprašanje je za predsednika Višjega sodišča, gospoda Jerneja Potočarja. Prvo vprašanje je, ali držijo navedbe iz tega pisma o sestavi senata na pritožbeni instanci v zadevi Patria. Če te navedbe in ta imena držijo, zakaj niso objavljena na oglasni deski, ker bi morala biti. Odvetnik je včeraj dodatno preveril in teh imen tam ni. Torej, ali ta podatek drži? In če drži, zakaj imena niso objavljena v skladu z sodnim redom? In še zadnje vprašanje se nanaša na predsednico vlade, ministra za pravosodje in predsednika Vrhovnega sodišča gospoda Masleša. Oni so javno, slovesno podpisali zavezo slovenske javnosti in državljanom. To zavezo je pred podpisom potrdila tudi vlada, v kateri piše, da se bodo vsi postopki na drugi stopnji razrešili v roku 3 mesecev. Sprašujem, ali to drži tudi za pritožbeni postopek v zadevi Patria, ali pa tukaj nismo vsi enaki pred zakonom.